Dober dan. Ok, zdaj pa kar na začetku tega vloga že disclaimer. Tetle vlog bo verjetno najljubši vlog oziroma najljubši pregled študije do zdaj na mojem kanalu. Plus tega sem pa verjetno glede tudi teme tudi malo pristranski, tako da to imejte pač v mislih. Bom se pa še vseeno potrudil, pač, da bom predstavil oziroma da bomo pregledali študijo, pa da bom predstavil rezultate na čim bolj objektiven način, to pač kar so pokazali rezultati sami in ne bom rekel nekega mnenja. Kar pa bo moje mnenje, bom pa probal res vsakič točno povedati, da je to moje mnenje, da se bo ločilo od tega, kar se je pokazalo v študiji. V glavnem, danes bomo govorili v eni študiji, ki je v bistvu bila objavljena letos, 2021, in je primerjala postenje oziroma delno postenje, eno verzijo delnega postenja z klasičnim kalorijskim deficitom in so pač gledali, kako vpliva na določene parametre, ko jih bomo pogledali v študiji, plus pač kera stvar je boljše. Se pravi, je boljš kalorijski deficit klasičen ali je boljš delno postenje v primeru izgube telesne mase. Zdaj, jaz osebno nisem še našel študije, oziroma mislim, da tudi ne obstaja študija, kjer bi dejansko uporabljali način postenja, ki se imenuje time restricted eating in ne alternate day fasting. Ponavadi, ko primerjajo kalorijski deficit oziroma kalorijski deficit proti postenju, vedno uporabijo alternate day fasting. To je pa v bistvu ena verzija delnega postenja, ki se je pač, ne vem, en dan se je, v študijah je ponavadi tek. En dan jejo 25% kalorij, pa drug dan 150% kalorij, pa spet 15% kalorij, tako da na koncu so konc tedna so v kalorijskem deficitu in pač pol primerjajo izgubo telesne mase, izgubo mišične mase, pač karkoli primerjajo. In to je po mojem mnenju en velik minus, ko gledamo pač študije in pol vlečemo zaključke na podlagi tega. Bom tudi vse pol še razjasnil zakaj. V glavnem priporočam tudi, da si pogledate še vse druge videe o postenju. Mislim, da zdaj imam že ene 4 ali 5 celo, se bo zdaj tole gre prej lista odprla, pa si lahko pogledaj zaradi tega, ker imamo uvod v postenje, pa pol nekaj za ženske, za delno postenje v to, da ti bo malo bolj jasno, če gledaš zdaj tudi vlog, o čem govorimo. Plus, močno priporočam tudi, da si pogledate od Hubermana, Andrewa epizodo, ko govori samo o postenju. Sicer on se bolj osredotoči na mehanizme samega postenja oziroma na mehanistično delovanje, kjer so rezultati v bistvu še bolj pozitivni, kot pa to, kar si bomo mi pogledali, ampak je pa res, da on govori večinoma o mehanizmih in iz vidika mehanizmov ne moreš čist ekstrapolirati pol na real life, tako da jaz bom tudi danes povedal, kaj je mehanizem, kaj ni mehanizem, kaj je real life zadeva, kaj se lahko uporabi, tako da to bomo ločili. Če pa koga zanima pač bolj podrobno iz vidika bolj biokemije, pa sam pač on je v bistvu nevroznanstvenik, ki je zdaj pregledal celo literaturo o postenju, si pa prične pogledati njegov link, bom ga pa delil v spotu v opis. Zdaj, prej da se spustimo v pregled študije, bom sam povedal še čisto na hitrico za par najbolj popularnih verzij delnega postenja oziroma postenja, da boste malo videli razlike, ker bo pol še toliko bolj pomembno iz vidika pač konteksta, ko bom pol razložil zakaj. Prva je v bistvu po mojem najbolj popularna verzija, ki je 5:2. To pomeni, da 5 dni ješ ad libitum, to pomeni, da ješ pač po feelingu, ponavadi jejo po feelingu kao, kako se že temu reče, conscious eating ali nekaj takega. Zdaj, če si dobro poznaš, je to super, če ne je mogoče malo slabš. In pol tista 2 dni, se pravi, ne vem, da si narediš čez teden ješ ad libitum, pol pa 2 dni čez vikend ješ pa, ženske jejo 500 kalorij, moški jejo pa od 600 do 700 kalorij. Zdaj se ne bom spuščal, kaj je tu plusi pa minusi, pač zaradi tega, ker ni bilo potem, teda gremo na naslednjo. Pol je druga po moje tudi dokaj popularna oziroma mogoče celo tako 5:2 je time restricted eating. To v bistvu delam tudi jaz oziroma tudi večini ljudi priporočam to obliko. To je pa v bistvu samo, da si izbereš okno hranjenja, kjer boš pač zaužil ponavadi ad libitum kalorije oziroma ad libitum količino hrane. Zdaj pa za določene cilje pol itak prilagodiš, o tem bomo tudi pol govorili, ampak načeloma se okno giba tam od 12 pa do 8 zvečer. Zdaj pa je pa čisto vseeno, ješ od 8 zjutraj pa do 6 popoldne, a ješ od 8 zjutraj do 3 popoldne, to se prilagodi pol na posameznika. Važno je, da veste, da time restricted feeding oziroma eating pomeni, da si izbereš neko okno hranjenja in pol v tistem oknu pač ješ, ven izven tega okna pač se ne je. Tretja verzija je overnight fasting, to je načeloma neka čisto klasična verzija, itak se vsi postimo čez noč načeloma oziroma začnemo se postiti po določenem času iz vidika čisto odvisno, kaj smo pač pojedli, to zdaj tudi ni važno, ne bom se spuščal v podrobnosti. Važno je, da gledaš, da je overnight pa da traja 12 ur. Se pravi, če si nazadnje jedel ob 8, je pol prvi tvoj obrok zjutraj ob 8, prej pač ne ješ, to je fora tega.
No in ponovno pa še čisto na koncu tega, ko je pa še po mojem mnenju potrebno omeniti, je pa alternate day fasting. To je pa tudi, ko se uporablja, jaz nisem videl še katerega drugega uporabljenega v študijah, ko se primerja z klasičnim kalorijskim deficitom. To je pa to, kar sem prej rekel, se pravi, en dan poješ 25% svojih kalorij, maintenance kalorij, pa drug dan poješ odvisno od tvojega cilja, ampak v študijah se ponavadi uporablja 150%. Teda, če gledaš pol iz vidika 2 dni, si pojedel 175%, to pomeni, da imaš 15% kalorijski deficit. To je fora alternate day fastinga. Ok, zdaj pa, da še omenim to, kje ponavadi jaz, pa kje ponavadi tudi drugi ljudje opazijo problematiko, ko se primerja postenje v primerjavi s kalorijskim deficitom. In to je to, da pač, ko ti ustvariš kalorijski deficit, se ponavadi v študijah uporablja način, da nimajo določenega časovnega okvirja, kdaj jejo. Važno je, da pojejo na dan samo pač določeno količino manj, ne vem, ponavadi si izberejo tam 10% kalorijskega primanjkljaja. Se pravi, če kuriš 3000 kalorij na dan, boš jedel 2700 kalorij za kalorijski deficit. In pol primerjajo postenje, verzijo alternate fastinga, alternate day fastinga, ki pa v bistvu, tako sem prej rekel, poješ 25 kalorij, pa pol 150. Zdaj, in bolj vsi rečejo, ja, ponavadi se itak kažejo ful podobni rezultati, se pravi, metabolni procesi so tam, ni neke prednosti ne na postenju, ne na kalorijskem deficitu. Največja razlika se ponavadi pojavi v upadu mišične mase in predvsem na strani kalorijskega deficita, pač kalorijski deficit na koncu zaključimo, da je boljš iz vidika tega, da upade malo neke mišične mase, pa večino maščobe. Pri postenju, alternate day fastingu, pa upade večja količina mišične mase, pa neki maščobe. In porečejo, ja, delno postenje je samo še ena verzija kalorijskega deficita in da to je v bistvu še slab, zaradi tega, ker skuriš več mišic. Ja, se je logično, da če ješ 15% kalorijskega vnosa več dni oziroma več tednov zaporedoma, da se na tak način prehranjuješ, je logično, da ne boš imel. Že samo iz vidika beljakovin je zelo težko oziroma ne vem, kako bi naredil, da bi imel neko cirkulacijo aminokislin skozi teleso. In je logično, da boš zgubo prej večjo količino mišične mase, ko boš na kalorijskem deficitu, ko pa če delaš navadni kalorijski deficit. Teda to sploh ne vem, kaj je tako presenečenje. Ampak to je eden izmed velikih minusov tega, zato ker to pač uniko niso zagovorniki delnega postenja oziroma nasploh postenja, pač najbolj to mečejo ven, da v bistvu ni razlik v sami izgubi telesne mase, ampak da je ponavadi še mogoče malo celo slabše delno postenje. No, in glih zaradi tega mi je pa ta študija, ko si jo bomo zdaj pogledali, ful všeč. V tej študiji pa, v bistvu to je prva študija, tako sem prej rekel, jaz vem za njo, pa čisto nova je, stara je par mesecev, kjer so uporabili time restricted eating oziroma feeding v primerjavi z kalorijskim deficitom. In zaradi tega so bili rezultati malo bolj drugačni oziroma celo za mene so me določeni malo presenetili. Zdaj v študiji so sodelovali fizično neaktivni posamezniki, moški in ženske, mislim, da je bilo celo več žensk, bomo itak pol videli, tole gre se bojo kazali zdaj screeni iz študije ven, da si lahko zaustaviš pa pogledaš. Stari so bili med 35 pa 60 let, vsi so imeli pa body mass index med 25 in 30, to pomeni, da so mejili bolj proti debelosti. Zdaj, definicija za fizično neaktivnega posameznika je bila, da pač niso sledili nekemu strukturiranemu planu, mogoče se rekreirali kdaj, ampak to je bilo ono, ok, gremo zdaj na sprehod, ko je nedela ali pa nekaj takega. Se pravi, niso nekemu strukturiranemu planu sledili in zato so bili tudi označeni kot fizično neaktivni. Izločili so pa tudi posameznike oziroma posameznice, ki so bile noseče, ki so kadili, ki so jemali zdravila, ki bi lahko vplivala na mišično ali pa maščobno maso ali pa na kakorkoli pač na kalorijski primanjkljaj oziroma suficit. So bili poškodovani ali pa so sledili nekemu strukturiranemu načinu prehranjevanja ali pa se soočali s kakršnokoli metabolno boleznijo. Zdaj mislim, da je bilo še ene par stvari, ampak čisto na pamet zdaj ne vem, je itak tole gre slika, lahko zaustaviš. Skratka, izmed 78 prijavljenih posameznikov so jih na koncu izločili toliko, da so dobili 23, ki so res upoštevali čisto vse kriterije, ko so jih oni pač hoteli. Tudi to je še potrebno povedati, da študijo so končali čisto vsi, brez problema, razen 2 sta se pa poškodovala, ampak poškodba ni bila povezana z to študijo, s kako prehrano ali pa karkoli, je bila izven tega, tako da so jo pač pol sam izločili. No in pol so jih razdelili v 2 skupini. Ena skupina je bila time restricted feeding oziroma eating in pol druga skupina je bila, mislim, da so jo poimenovali normal eating. V prvi skupini je bilo 13 ljudi, 9 žensk pa 4 moški, se mi zdi, da nekaj takega. V drugi skupini je bilo pa 9 žensk pa 1 moški.
Zdaj, ta študija mi je bila mogoče celo malo bolj všeč tudi, ker je bolj temeljila na ženski populaciji, ker je študij na ženski populaciji res malo. Plus tega, da je delno postenje oziroma nasploh postenje še bolj kritičen za ženske, oziroma ko se ga ženska hoče lotiti, moramo še bolj paziti. Teda v bistvu iz tega vidika je še boljš. Zdaj, prvo, kar je pomembno tule povedati, kaj so pol za skupinami naredili, je, da sta obe dve skupini jedle ad libitum, dobile so neka osnovna navodila, da se zdaj ne prenajedajo, da mogoče dobijo pač, da so 80% siti pa to. Skupina delnega postenja oziroma time restricted eatinga je bila dana takoj na okno 12:08, se pravi, jedli so od 12 popoldne oziroma dopoldne do 8 zvečer. Niso pa nič kaj druga dobili navodil, ne ena in ne druga skupina, zaradi tega, ker so hoteli videti, kako se bojo razporedili pač vzorci hranjenja, kako bo razmerje makrohranil, mikrohranil, tako da dobili so samo navodilo pač, da načeloma niso dobili navodilo, zdaj pa jejte manj, da boste manj pokurili, oziroma da boste imeli manjši vnos kalorij, ampak samo neke osnovne smernice, kako pa kaj jesti. Tako da niso jim pa dali nič natančnega, oziroma kaj morajo jesti pa kdaj. No, pol je še en plus te študije, po mojem mnenju, je trenažni proces. Končno so dodali v tako študijo tudi trenažni proces, in sicer trenirali so trikrat tedensko, trikrat tedensko za moč, pravilo je bilo, da niso smeli biti treningi zaporedoma dni, pač 3 dni, se pravi, ni bilo smelo biti v ponedeljek, torek, sreda, ampak so mogli biti razporejeni vsaj, da je bil en dan fraj vmes. Delali so pa tudi aerobni trening, ki je pa trajal 75 minut. Delali so ga pa ponavadi takoj po treningu za moč. Se pravi, naredili so 1 uro 90 minut treninga za moč in pol so naredili še 75 aerobnega treninga. In kako je bilo zdaj z adherenco, se pravi, kako so se držali, oziroma kako lahko je bilo na teh režimih prehrane. Zdaj, to je še ena stvar, ko ponavadi rečejo ljudje, oziroma velikokrat čujem nezagovornike delnega postenja, oziroma nasploh postenja, da rečejo, ja, sej mogoče deluje podobno, oziroma isto, samo je pa težje držati zaradi tega, ker ne smeš toliko jesti. Ne, pokazalo se je, da sta se obe skupini lahko držali plana prehrane, oziroma tako so imeli pač napisano časovno, predvsem time restricted feeding, brez problema. So imeli pa še tudi dva, po mojem mnenju, kar stroga kriterija, in sicer vsak je dobil svojega osebnega trenerja zraven, pač za treninge, in če so trening zamudili za 4 ure, je bil odstranjen posameznik iz študije, isto so pa delali pri prehrani, če se kjerkoli od njih prehrane ne bi držal 24 ur, bi bil isto odstranjen iz študije. Teda dejansko je bilo kar strogo in noben ni odpadel iz študije. Zdaj pa parametri, ki so jih pregledovali, to je bilo naprimer meni tudi všeč, da so res naredili celotno krvno sliko, gledali so tudi mogoče take parametre oziroma markerje, ko jih načeloma v vseh študijah ne gledajo. To je bilo pa, gledali so utrip v mirovanju, pritisk v mirovanju, krvni pritisk nasploh celoten, pač čez dan, višina, teža, maščobna masa, masa brez maščobe, se pravi celotno mišiče, tudi gladke in prečne mišice, se pravi tudi organi, razmerje boki pas, pol je bila še pa krvna analiza z markerji, naprimer analiza sline je bila, DEXA, ki je zlati standard za merjenje telesne kompozicije, se pravi tam pa točno vidiš, koliko je mišic, koliko tega so organi, koliko je kostnine, koliko je maščobe. Tako da to so imeli ful natančno, ocenjeni so bili tudi parametri mišičnega in kardiovaskularnega performansa, se pravi izometrična moč, VO2 max so gledali. Spremljali pa so tudi spremembe v parametrih tekom študije, da so zagotovili, da je bila izguba mase narejena na zdrav način. Se pravi, tudi to so dali, kar ponavadi v študijah ne dajo. To mi je bilo še en plus študije. Ok, zdaj pa rezultate v številkah bom sicer tule grdelil, ampak jih bom spet bral, zato ker jih pač ne vem na pamet. BMI se je v skupini time restricted eatinga oziroma feedinga znižal za eno številko v povprečju, pri klasičnem kalorijskem deficitu se je znižal za 0,1. Obseg bokov je pri time restricted feedingu se zmanjšal za 2 cifri, pri normalnem hranjenju se je povečal za 0,5. Obseg pasu se je zmanjšal v obeh dveh skupinah, v skupini time restricted eatinga se je zmanjšal za 5,2, v skupini normalnega hranjenja za 3,2. Čas sedenja, to je še ena stvar, ko velikokrat rečejo, že na klasičnem kalorijskem deficitu se čas sedenja zviša, zaradi tega, ker pač imaš manj kalorij in si pol malo bolj počasen, zato je tudi ful velik poudarek za nevadbeno termogenezo medtem, ko hujšamo oziroma hočemo vzdrževati telesno težo. No, tule me je presenetilo, da se je naprimer pri time restricted feedingu se je čas sedenja iz 233 minut zmanjšal na 113 minut, pri normalni prehrani se je pa iz 184 minut sedenja zvišal na 295, kar mi je bilo v bistvu zanimivo, načeloma logično za kalorijski deficit, zaradi tega, ker se enostavno si malo bolj utrujen, ampak pri postenju pa niti ne. To pomeni, da
Obojni dvojni so imeli navodilo, da pač bojo gledali, kako bojo shujšali. To pomeni, da placebo oziroma da bi lahko bilo za njih pomembno, da se mogoče malo več gibajo, kot so se pa ponovadi, ampak v eni skupini so se več gibali, v drugi skupini so se manj. Teda tule mislim, da ima delno postenje prednost. Pol kaj se je zgodilo z vnosom kalorij? Obe dve skupini sta imeli navodilo, da jeta ad libitum, se pravi pač koliko mata, ampak občutek sitosti naj bo 80%, in obe dve skupini sta naredili kalorijski deficit, ki se dejansko skoraj ni razlikoval. Pri time restricted feedingu je bil kalorijski deficit 306 kalorij, pri normalnem hranjenju je bil pa 250 kalorij. Tako da tule iz vidika kalorij, glede na to, kako dolga študija je bila, 50 kalorij na dan razlike ni signifikantnega pomena. Ok, zdaj gremo še na beljakovine. Vnos beljakovin je bil pri obeh skupinah praktično enak, 0,9 gramov na kilo, se pravi 74 gramov na dan so jedli, kar je v bistvu, ker so proti ta mali količini šli, ko bi jo jaz izbral, ampak to je bilo, tako so si pač normalno vzeli, ko so jedli, pač, da niso imeli nič napisano. Potem imamo pa maščobna masa, se je pri time restricted feedingu zmanjšala za 2%, pri normalnem kalorijskem deficitu se je zmanjšala za 1%. Lokalna maščobna masa, ki jo oni v študiji poimenujejo regional fat mass, se je pri time restricted feedingu zmanjšala za 3%, pri normalnem kalorijskem deficitu za 2%. Potem imamo mišično maso. Mišična masa se je pri obeh dveh skupinah povečala za 2%, se pravi, skoraj ni bilo signifikantnih razlik, kar je tudi zanimivo, glede na to, da so imeli kalorijski deficit, ampak ker so bili verjetno malo bolj začetniki v trenažnem procesu, je to normalno. Samo, tu je pa zdaj ustavljam svoje mnenje, velikokrat slišim, to je še ena od stvari, da prvo kot prvo že na kalorijskem deficitu težko oziroma pač ne moreš povečati mišične mase, da če pa delaš delno postenje oziroma time restricted feeding, je pa tek ali tek ne moreš, zaradi tega, ker pol še več imaš katabolizma. Očitno ne. Očitno pač, če delaš time restricted feeding, pa ješ okoli treninga, da si ga prilagodiš tako treba, je isto kot klasičen kalorijski deficit. Potem gremo na telesno maso. Telesna masa mi je bila še najbolj zanimiva. Telesna masa se je pri time restricted feedingu zmanjšala za 3 kg, pri normalni prehrani pa za 1 kg. Visceralna maščoba se je isto zmanjšala v time restricted feedingu za 0,15 kg, pri normalni prehrani za 0,14 kg. Tako da tule tudi ima malo prednosti time restricted eating. Potem imamo mišični performance, tule pa pri večini testov ni bilo nobenih razlik, oziroma vsaj ne signifikantnih, se je pa pokazala malo boljša izometrična moč pri ekstenziji kolena, če se ne motim, bo itak tule ziger slika, pri skupini, ki je imela klasičen kalorijski deficit. Kar je po mojem mnenju, če bi mogel reči, pred študijo bi rekel, da se bo, zaradi tega, oziroma celo pri vseh testih, zaradi tega, ker če tudi naprimer delno postenje oziroma time restricted feeding ni nared na tak način, da pokrije potrebe za trening, se bo pač glikogen bolj spraznil v mišicah in bo verjetno mišična moč tudi manjša. Teda to se je pokazalo načeloma čisto pričakovanih. Pol so gledali naprimer še srčno frekvenco, tu se je v vseh testih, ki so se tičali pač srčne frekvence, se pravi utripnem pomirovanju, maksimalne utrip, bla, bla, kar so pač gledali, se je malo boljš odrezala skupina time restricted eatinga, ampak ni bilo signifikantno. To so bile tako, da se po številkah vidi, tule zdaj lahko vidite, da je bilo malo boljš. Bolj so imeli krvno analizo, se je tudi isto nesignifikantno malo boljš odrezala time restricted eating skupina, mi je pa bil zanimiv bolj holesterol, kjer se je skupni holesterol v skupini time restricted eatinga sicer dvignil za 4 mg na deciliter, ampak se je hkrati dvignil tudi HDL holesterol za 1 mg na liter. To verjetno pomeni, da zaradi tega, ker so delali time restricted eating, v prvem delu dneva, ko niso kaj jedli, se je povečala mobilizacija maščob in se avtomatsko dvignejo LDL in HDL delci. Tako da, to je načeloma normalno. To se zgodi pač načeloma pri vseh posameznikih. Tudi pri meni, naprimer, se je dvignil LDL holesterol in HDL holesterol, tako da je bil pol skupni malo višji, pa je bilo ono, fuck, zdaj imate pa povišen holesterol. Ja, prvo kot prvo sem prišel na tešče, drugo kot drugo se pustim, tako da načeloma je to normalno. Na koncu je bil še pa hormonski profil, ko so pa gledali one klasične hormone, za moške pa za ženske, in so ugotovili, da pač ni bilo signifikantnih razlik, malo boljše vrednosti so bile mogoče na strani time restricted feedinga, ampak če bi mogel potegniti črto na dolgi rok, ne je bilo nobene razlike v počutju, v kakršnikoli spremembah. Ok, kaj lahko zdaj potegnemo mi iz študije? Prva stvar je, da se je maščobna masa, BMI pa nasploh telesna masa signifikantno bolj znižala v skupini time restricted feedinga.
To ste lahko videli prej po rezultatih, ko jih bom zdaj še enkrat tule objavil, da si lahko pogledaš. Se pravi, na dolgi rok bo verjetno time restricted eating verjetno boljši iz vidika izgube telesne mase. Zvišala se je pa malo moč, oziroma ne malo, signifikantno pri ekstenziji kolena, se pravi pri eni vaji, ko so jo testirali, v skupini kalorijskega deficita, se pravi normalnega hranjenja, ampak pač tudi to nam zdaj nič kaj veliko ne poje. Mogoče lahko rečemo, da pač bi lahko test, ko je po normalnem kalorijskem deficitu, bi mogoče med treningom lahko malo več naredila. Ampak očitno to ni bilo signifikantno, ni vplivalo na rezultate, zaradi tega, ker so bili boljši v skupini time restricted eatinga. Videli smo tudi to, da je v obeh skupinah prišlo do hkratnega znižanja maščobne mase in zvišanja mišične mase, kljub temu, da je bil kalorijski deficit. To je bilo verjetno, tako sem že prej rekel, zaradi tega, to je moje mnenje oziroma moja hipoteza, da prvo kot prvo so bili verjetno bolj začetniki, še posebej, če so bili predebeli, tako smo prej videli po BMI-ju, in je bil impuls toliko boljši, anabolni, za pač njihovo telo, pol so bili pa, plus tega, da so se držali še urnika vat, ki je pa v bistvu verjetno povzročil tudi mali kalorijski deficit, čeprav so jedli ad libitum. Ok, zdaj pa to, kar je v bistvu cilj čisto vsake shujševalne diete oziroma shujševalnega plana je, da bi se znižala čim večja količina maščobne mase, pa zvišala čim večja količina mišice oziroma predvsem zadržala čim več, pač da bi zadržali čim več mišic medtem, ko pač smo v katabolizmu, ko hujšamo. In ta študija je pokazala z zelo dobrimi rezultati oziroma z zelo dobrimi meritvami, pa zelo kvalitetna študija je bila, da se je ne samo, da se je mišična masa v obeh skupinah povečala za isto količino, celo na nekaterih delih se je bolj povečala v skupini time restricted eatinga, tole bom tudi delil, se je pa maščobna masa v skupini time restricted eatinga zmanjšala skoraj za 3-krat več kot v skupini kalorijskega deficita. To je bila zdaj prva študija, ko je dejansko bila zelo kvalitetna in lahko trdim, da so to kar realni rezultati. To je seveda moje mnenje, verjetno bo imel kdo drug kak drugo mnenje, ampak mislim, da je študija kar dobra. Glavni učinek za to višjo izgubo maščobne mase v skupini time restricted eatinga je verjetno povezan z vsemi mehanizmi, ko se zdaj kažejo na živalih itak in pa na veliko študijah tudi na ljudeh, ki se kažejo ponavadi med 18-urnim pa 36-urnim postenjem. Zdaj bomo pa šli na mehanizme, čisto na hitrco, da povem, kaj so bili verjetno mehanizmi, po mojem mnenju, da je bila v bistvu znižanje maščobne mase 3-krat večje kot v skupini normalnega hranjenja. Glavna dva sta predvsem lipoliza, ki je po mojem mnenju višja kot pa v skupini normalnega hranjenja, zaradi tega, ker tam ješ čez celoten dan skozi, v primeru delnega postenja oziroma time restricted feedinga pa ne ješ del dneva in se tam pač je enostavno lipoliza povišana zaradi tega, ker pač more biti. In pa še ena stvar, ko pa jaz trdim, da je pač po mojem mnenju najboljše, kar lahko za svoje telo naredimo, je pa, da izboljšamo metabolno fleksibilnost. To pa v bistvu pomeni, da naše telo zna kuriti oziroma zna kot substrat uporabljati in maščobe in glukozo. Zdaj, pri ketonski dieti je na primer problem, da sicer zdaj imamo študije, ko pišejo, da ketonska dieta povzroča prediabetes oziroma diabetes. Ja, logično je, da če boš ti pol leta na ketonski prehrani, pa boš pol jedel nek cuker, pač telo ne bo znalo inzulina izkoristiti oziroma inzulin se ne bo tako sprostil, kot bi se mogel. Ne povzroča diabetesa, sam pač nisi metabolno fleksibilen. Isto bi bilo obratno, če bi jedel ful malo maščob, pa bolj kot ne same ogljikove hidrate, bolj na maščobo ne bi bil tako prilagojen. Tako da mislim, da je metabolna fleksibilnost ključ do tega, da naš metabolni sistem iz vidika uporabe substratov učinkuje tako je treba. In time restricted feeding je ena od tehnik, tako je tudi kalorijski deficit, ampak time restricted feeding je po mojem mnenju boljši iz vidika treninga metabolne fleksibilnosti. Teda lipoliza pa metabolna fleksibilnost mislim, da sta dve ključni stvari, ki sta pomagali tudi skupini pri višji izgubi maščobne mase. Ok, zdaj pa še čist malo biokemije, ki pa mislim, da je v bistvu tule ful pomembna. Se pa v raziskavah, po mojem mnenju, spet predvsem na živalih, ampak tudi na ljudeh, se kaže, da postenje v višji meri kot kalorijski deficit vpliva oziroma povzroča tudi fosforilacijo aktivirane proteinkinaze. Aktivirana proteinkinaza pa v bistvu, to pa vemo iz vidika biokemije pa iz mehanizmov, da vpliva na ekspresijo določenih genov, da vpliva na mitohondrijsko biogenezo, da vpliva na uporabo substratov na celični ravni in pa pač nasploh, če vpliva na uporabo substratov na celični ravni, pol tudi vpliva na samo metabolno fleksibilnost. To pa mislim, da so oni mehanizmi, ki jih pač
ponavadi ne moremo direktno prenesti zdaj v real life, ampak iz vidika te študije pa mislim, da lahko trdimo, lahko rečemo, da so imeli verjetno neke veze s tem. Raziskovalci so, to mi je bilo tudi všeč, pripisali mogoče malo več učinkov, da je pač bila time restricted feeding mogoče malo boljša tehnika za izgubo maščobe, tudi temu, da so delali določene treninge tudi določeni na tešče, kar ni zdaj samo po sebi nič čudežnega. Ti ne boš zaradi tega, ker si delal zjutraj na tešče, pa več maščobe pokuril. Ja, boš tisti trenutek, ko pač delaš, ampak še vseeno bo to kompenzacije pol čez dan, da pač se tule bo izničilo. Ampak so pa ugotovili, da povzroča malo boljši oziroma višji sitostni učinek. Se pravi, če delaš vadbo na tešče, boš verjetno oziroma v povprečju bojo ljudje bolj siti pol čez dan in iz vidika kalorijskega deficita je to super zaradi tega, ker pol nimaš toliko apetita, pa se pač ne prenažiraš oziroma pač prekršiš. Ok, zdaj pa še ta stvar, ko sem že tudi prej omenil. Velikokrat oziroma ponavadi trdijo, da če boš delal delno postenje, da študije kažejo, da boš pač pokuril več mišične mase, kot pa v primeru kalorijskega deficita. Kar je res, takrat, ko v študijah uporabljaš alternate day fasting, se pravi 25-150. Kar je logično, zaradi tega, če boš en dan pojedel 25% svojih kalorijskega vnosa, pa boš pol tes dan treniral, mislim, da si pač ti bumbar, če to delaš. Tule, tako sem prej rekel, me je tudi že malo presenetilo, da je bil vnos beljakovin za moje pojme kar nizek, se pravi 0,9 grama na kilo telesne teže, pa so vseeno v obeh dveh skupinah povečali skupno mišično maso, ampak ko se pa gre za regional muscle mass, se pravi na določenih delih, je pa celo time restricted feeding povečal mišično maso za 2,4% v primerjavi z kalorijskim deficitom, ko je pa povečal za 1,2%. To lahko tule zdaj tudi na teti sliki vidite. To je v bistvu bila ena teta od stvari, ko me je pač presenetila. Pa še zadnja stvar, se je pa pokazalo tudi v skupini time restricted feedinga je bil malo boljši, mislim, da celo signifikantno, malo boljši vpliv na kardiovaskularni sistem. Raziskovalci mislijo, oziroma pašteti, ko so delali študijo, mislijo, da je bilo to predvsem zaradi aktivacije parasimpatika, zaradi povišanega nivoja acetilholina v telesu, ki se pa poviša zaradi povišanega adrenalina, ko se ti pač pustiš. O tem sem že govoril, da tudi ne bom izgubil besed, prej sem dal playlisto za postenje, id si pogledat postenje za boljši fokus, mislim, da je naslov vloga, pa si tam pogledaj, kaj je fora acetilholina pa adrenalina. Ok, zdaj bom pa njihov zaključek prebral, zaradi tega, da ne bom mogel ustaviti nobenega svojega mnenja, pa da ne bo kdo pač rekel, da je bilo to moje subjektivno mnenje, pa da pač govorim nekaj na pamet. In summary, these findings suggest an 8-hour window with concurrent exercise training greatly reduces fat mass relative to a normal eating control group and increases lean mass in physically inactive and overweight or obese adults. While no changes in physical variables were seen in this study, time-restricted eating and concurrent exercise training appear to improve resting heart rate and heart rate recovery after exercise greater than normal eating. These data support the use of time-restricted eating and concurrent exercise training as a short-term dietary strategy for reducing fat mass and increasing lean mass in physically inactive and overweight or obese adults. Tako da, to je njihov zaključek. Se pravi, čisto na kratko, time-restricted eating je overall pokazal boljše rezultate ob tem, da je bil združen še z exercise programom, se pravi s trening programom, pri starejših oziroma od 35 do 60 let, debelih oziroma ljudeh, ki že njihova teža oziroma BMI meji na debelost. Ok, zdaj pa da čisto na hitro še zaključim vlog. Time restricted eating, ena verzija delnega postenja, ki jo jaz osebno priporočam večini ljudi, ni samo še ena verzija kalorijskega deficita, ampak je očitno malo superiornejša kalorijskemu deficitu klasičnemu, če se dela tako je treba. To, da ni samo še ena verzija kalorijskega deficita, lahko vidiš tudi v mojem playlistu, ko sem ga prej objavil, ko govori, kako delno postenje oziroma ena verzija postenja izboljša delovanje kemoterapije v primerjavi z normalnim hranjenjem. Iz prakse lahko trdim tudi, to je spet moje mnenje, da se je time restricted eatinga veliko lažje držati, kot pa samega kalorijskega deficita, pa ne pri sebi, zato ko pač imam neko strukturo, pa sem pač mogoče malo bolj psihič glede tega, glede prehrane, glede treninga, pa vsega pa se bolj držim. Ampak pri mojih strankah, pri ljudeh, ko sprobajo zadevo, pa malo mešajo kalorijski deficit klasičen ali pa time restricted feeding, 9 od 10 ljudi bi lahko zdaj rekel, da bi preferiral time restricted eating. Predvsem tudi zaradi tega, ker se ne rabiš toliko stresirati, koliko poješ,
potem, ko se že malo navadiš, da približno intuitivno veš, kak pa koliko ima kera prehrana česa in ne rabiš niti skozi kalorij šteti. Še en plus, ko bi ga jaz osebno dal delnemu postenju oziroma time restricted feedingu, plus ene par mojih strank, ko uporablja tudi direktorji večjih firm, pa to, ko uporabljajo time restricted eating, je fokus, predvsem v dopoldanskem času. To je spet zaradi povišanega adrenalina, acetilholina, karkoli, to sem govoril v vlogu delno postenje za boljši fokus, da si tam poglej. Pol imamo pa en minus, ki ga je potrebno omeniti pri time restricted eatingu, je pa, naprimer v mojem primeru, da jaz od 11 dopoldne pa do 8 zvečer približno moram pojesti med 5000 pa med 6000 kalorij. Od tega ni zdaj junk food 5000 do 6000 kalorij, zaradi tega, ker še vsem gledam, da vsaj kakor toliko optimalno jem za potrebe iz vidika pač makrohranil pa mikrohranil za svoje telo, da ne sam bulam kalorije v sebe. To je naprimer en minus, da težko v tistem oknu poješ dovolj. Določeni ljudje imajo tudi problem, ne vem, če imaš 2 treninga dnevno, če si nek vrhunski športnik, je zelo težko prilagoditi, da izvajaš time restricted eating plus tega, da treniraš 2krat dnevno, zaradi tega, ker pač v enem treningu ne boš imel dovolj hranil oziroma goriva v cirkulaciji in bo pač trening verjetno iz vidika performansa lahko malo slabši, ampak tudi to imam 2 vrhunska športnika, eden izmed njih, ko ga lahko spet omenim, je naprimer Nate Shodnik, ki že več let, mislim, da zdaj že 2 ali 3 leto že delamo time restricted feeding in je prilagojen treningu, plus določeni treningi v tednu so prilagojeni glede na njegovo okno hranjenja. In do zdaj ni problemov, performance je na najvišjem nivoju, kakor je lahko, po mojem mnenju, zaenkrat, lahko si tudi pogledate njegove rezultate, tako da tudi on, mislim, da bi potrdil, da time restricted feeding deluje, ampak lahko bi dali to tudi kot minus time restricted eatinga, če se ne prilagodite, ko je treba. Da bom pač povedal tudi obe strani. Se pravi, to je to. Po mojem mnenju se time restricted eatinga oziroma nasploh delnega postenja, kak ene določene kjerekoli verzije delnega postenja pač delaš, ni potrebno bati, dokler da ni prilagojena oziroma ko je prilagojena tebi in tvojemu režimu pač prehrane, režimu treninga, režimu šihta, režimu spanja. Ko to prilagodiš, jaz osebno mislim, pa še ta študija mislim, da je to tudi potrdila, da je time restricted eating superiornejši, ko pa nek klasični kalorijski deficit. Ne zdaj to, da bomo naredili ne vem kake, ful razlike na dolgi rok, ampak bojo pa signifikantne razlike pri izgubi telesne mase. To je to. Hvala, da si zdržal do konca, hvala, da si zdržala do konca. Upam, da ti je bila tema všeč, da ti je bil vlog všeč. Če ti ni bil, napiš, če ti je bil, lahko tudi napišeš, da vem za naprej. To je pa to. Upam, da nisem bil preveč nahajpan pa prehiter govoril, sam pač, da tema mi je všeč. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde.